Tako, zdaj pa gremo še na tiste malo bolj posebne primere. Ne se ustrašiti, niso nič težki, ampak pač smo rekli, če znate tiste od prej, ste že pravi profesionalci. Vam bom pa pokazala zdaj še 2 ali pa 3 načine, kako se pa še lahko malo zakomplicira bolj, ne. Okej, gremo en sinus x recimo izračunati, in sicer tako, da ima ospredaj številko minus. F od x je recimo minus 3 sinus x. Zdaj, kaj bo to povzročilo, bo, da se bo predznak minimuma pa maksimuma zamenjal. Globalnega, ne. Ampak mi še vedno lahko po našem načinu rišemo, samo malo drugače se bo graf obrnil. Bomo videli, ne. Najprej ničle. Ničle so tam, kjer je sinus x enako nič. Kje to rišemo? To je minus 3 krat nič je nič, za katere x pa ima sinus ničle. Zdaj, pazite, najprej smo delali za kosinus, zdaj bomo za sinus. To je sinus ima pa ničle na vsake pi, smo rekli. K krat po pi, kjer je k element celih števil. Drugič so maksimumi. Maksimum je tam, kjer je sinus x največ, se pravi sinus x 1. Kje pa to rišemo? To je pa minus 3 krat 1 je minus 3. Tu bo ta sprememba, ne. Za katere x pa ima maksimum? Ja, pri pi polovici začne, pa potem za periodo 2k pi naprej vsak maksimum. Tako, pa še tretjič, imamo pa minimum. Minimum je pa tam, kjer je sinus x enako minus 1. Kje pa to rišemo, oziroma kakšne so vrednosti funkcije v bistvu tam? To je pa pri minus 3 krat minus 1, kar je 3. Za katere x? Za minus pi polovic plus 2k pi. Okej. Dobro, zdaj še moramo pa prilagoditi naš tale graf. Nič, se pravi 3 enote, pa dobimo pi. Pa 2 pi. Pa 3 pi, a ne. Tule bomo še enkrat zgleda mogli označiti. Pi, pa nazaj minus pi, minus 2 pi. Okej. Zdaj pa moramo paziti, kje v bistvu rišemo naše minimume pa maksimume. Naš maksimum bomo zdaj na minus 3, naš minimum pa na 3. Okej. Se pravi, vi zdaj naredite črtkano črto, jaz bom pa kar polno. Na 3 pa na minus 3. Takole. Ampak paziti morate, glejte, maksimum je zdaj na minus 3, se pravi tam, kjer mora maksimum biti, mora biti na zdaj spodaj, ne. Tu pa minimum pa zgoraj, to je črta za te naše, bi tako rekla, malo lažne minimume pa maksimume, ne. Okej, pa dajmo zdaj vrisati. Najprej bomo vrisali ničle. Ničle so na vsake pi. Pa na minus pi, pa minus 2 pi. Maksimum ali pa minimum rabimo en. Recimo maksimum je na pi polovic, ampak pazite, rišemo na črto minus 3. Se pravi, pi polovic je tule, ampak moramo iti dol zdaj, ne. To je tisto, kar je bolj sporno. Dobimo našo dolinico. In potem rabimo hribček. Pa dolinico. Pa spet hribček. Pa dolinico. Mogoče se še nismo čisto o tem pogovarjali, ampak sinus in kosinus sta v bistvu tudi funkcije, ne. Zato lahko določimo, kje padata, kje naraščata, kje sta maksimalne vrednosti in kje sta minimalne vrednosti, kje je zaloga vrednosti pa te zadeve, ne. In recimo v našem primeru, ne vem, če bi pogledali, kje narašča, je zdaj od tule pa do tule. Ampak to ni vse, ne, več takih intervalov bo, ne. Pa še od tule do tam, ko narašča, ne. In
lastnosti se dajo isto določiti kot od vseh ostalih funkcij, ne. Zaloga vrednosti bi bila recimo zdaj od -3 do 3. In zdaj, če vas bo kdo vprašal, kje so pa v resnici ekstremi oziroma glavni maksimumi, recimo, kje so maksimumi, potem dejansko funkcija, ki smo jo narisali, ima maksimume odzgoraj, a ne, in minimume ima odspodaj. Ampak za risanje pa si bomo mi pomagali še vedno s temi maksimum, minimum pa ničla, a ne. Tudi če se zdaj v globalu to obrne. Okej. Ta je bila ena taka posebnica. Zdaj pa poskusimo še eno, pa bomo tole pobrisali. Vse naše delo je šlo. Takole. Okej. Zdaj naslednja stvar pa je, kaj če se številka pojavi znotraj funkcije. Pa bomo zdaj tudi mogoče sinus narisali, še mogoče potem kak kosinus, ampak mislim, da niti ne bomo, ker je pač podobno, ne, pri vseh. Tako, zdaj imamo funkcijo f od x je, pa dajmo zdaj reči, narisati takole sinus, pa dajmo 2x. Zdaj, kaj se je zgodilo? Tule v sinusu noter imamo zdaj sinus 2x. Okej. V bistvu se lotimo zadeve popolnoma enako, ne. Prvič ničle. No, zdaj moramo pa malo popaziti. Sinus x je nič, ko je vse tole nič. Se pravi, sinus 2x moramo zdaj pisati, je nič. Za katere y? Ja, tu je enkrat, se pravi enkrat nič je nič. Zdaj pa za katere x-e? To je pa zdaj noter, ne. Noter, tu pa zdaj moramo napisati 2x je, zdaj pa tisto formamo, ko smo imeli k krat pi, kjer je k element celih števil. No, in zdaj tukajle je pa problem, ker mi nimamo x, ampak imamo 2x. In zdaj treba iz tule ven izpostaviti samo x. Delimo z 2, pa dobimo x je k pi polovic. Tukaj vam bo pa mogoče malo težje to narisati, zato bomo rekli zdaj za ničle, kako bi zdaj dobili katere ničle, kateri x-i so to. Namesto k-ja lahko vstavite katerokoli celo število. Pa lahko recimo tukaj damo nič noter najprej, tako da bi bilo nič. Nič krat pi je nič in pomeni, da bomo dobili nič. Naslednji bo pa enkrat pi je pi, deljeno z 2 je pi polovic. Naslednji bo pa recimo 2. 2 krat pi polovic je pi. In potem bi imeli tule 3 pi polovic. 1,1 polovica in tako naprej. Se pravi, v bistvu ugotovimo, da bojo na vsake pol pija zdaj ničle. Okej. Druga stvar so maksimumi. Maksimumi so tam, kjer je sinus 2x enako 1. Kje to rišemo? To je zdaj enkrat 1 je 1. Za katere x-e? Zdaj pa spet, ne, za katere x-e, ker imamo tukaj 2x, moramo tu napisati 2x. Smo rekli pi polovic plus 2k pi, kjer je k element celih števil. Ker imamo tukaj 2 krat x, moramo celotno enačbo deliti z 2. In zdaj dobimo pi četrtin plus k pi. Koliko smo zdaj dobili pi četrtin, ne? Če ne veste, pi polovic deljeno z 2, to je pi polovic krat 1 polovica, to je pi četrtin. Od tod pride, ne? Tako normalno smo zaračunali z ulomki to. Dobro. Tukaj smo pa delili 2 deljeno s tem, ne? Okej. To imamo zdaj maksimume, zdaj še pa tretjič, še pa minimume.
Minimumi so pa tam, kjer je sinus 2x enako minus 1, kje to rišemo, to je 1 krat minus 1 je minus 1, za katere 2x, ne, zato ker je to 2x, dobimo pa, to je pa minus pi polovic plus 2k pi, spet, ker je tukaj krat 2, moramo vse skupaj deliti z 2 in dobimo x je minus pi četrtin plus k pi, kjer je k element celih števil, ne, enkrat na točko mora biti to napisano. Ok, zdaj pa to narišemo, nič ni hudega, ne se bati. Najprej mogoče črte za minimum pa za maksimum. Črtka, predebela, a ne da. Bomo dali malo tanjšo. Se pravi, videjte, črte za maksimum črtkane, jaz si bom pa kar s polno črto, takole. In naredimo še koordinatni sistem. Koordinatni sistem nič, tukaj je pi, pa 2 pi, pa 3 pi, pa nazaj minus pi, minus 2 pi. Tako, no, in zdaj najprej vrišimo ničle. Ničle so zdaj na vsake pi polovic. To pomeni, na nič je, na pi polovic je, na pi je. Bolj gosto so ničle posejane, ste opazili? 3 pi polovice je, 2 pi, 5 pi polovic, 3 pi. Ok, in nazaj, minus pi, pa to, ne, za vsake pol pija se premaknemo naprej in dobimo ničle. Ok, takole. To so zdaj ničle. Kaj pa maksimumi? Enega rabimo, ne, en maksimum oziroma en minimum. Pi četrtin. Četrtine, če so bile tukaj pi polovice, potem so četrtine med nič pa med pi polovic na pol, ne. Ampak, ker gremo na črto za maksimum, dobimo en hribček bolj skupaj, bi rekli, ne, bolj tako gosto bojo potkani. Zdaj pa, ko imamo hribček, damo med ničlami na pol minimum. Med ničlami na pol maksimum. Med ničlami na pol minimum. Med ničlami na pol maksimum. Med ničlami na pol minimum. Takole, pa spet med ničlami na pol minimum. Med ničlami na pol maksimum. Veliko več, če ste opazili, smo dobili teh, a ne, hribčkov pa dolinic na enem našem standardnem grafu, ne. Tisti sploh, ko še recimo malo manj vzamete, a ne. Tako, se pravi, veliko tehle hribčkov in dolinic. Zdaj, pač, če pogledamo, kaj je zdaj različnega pri teh grafih, a ne. Bom tukajle si kar malo pobrisala. Lahko dobite 3, 4 različne, 5, pa veliko različnih variant, ne. Lahko dobite f od x je, ne vem, 5 krat sinus x, a ne. To pomeni, da se bojo te črte razmaknile za minimum pa maksimum. Lahko dobite f od x je, ne vem, 3 krat kosinus x. To pomeni, da bo pač kosinus x namesto sinusa x, pa s temi številkami se pač razmaknejo za 3. Potem lahko dobite tukaj ulomek, recimo 1 polovica kosinus x. Lahko dobite negativno število, recimo minus, pa dajmo eno tako, ne vem, hudo številko, minus 6 krat sinus x, ne. Ok, se pravi, zdaj je bila kombinacija navadnih sinusov pa kosinusov, lahko imate minus, zraven lahko imate ulomek, lahko imate celo številko in te morate znati. Tole je tisto, kar dejansko, če znate te risati, ste za 5. Potem so pa še za ekstra 5, ne. Za ekstra 5 je pa tole. Recimo, ne, je pa, če se spremeni še, na primer, f od x je, pa imamo, ne vem, kosinus 4x, ali pa f od x je sinus x polovic.
Ali pa, da skombinirate še takole, f od x je 5 krat kosinus x polovica. Ali pa recimo lahko dobite še f od x je, mislim, ne morete dobiti, ampak to obstaja še vse, ne, je 2 krat sinus, recimo, x polovic, tako, ali pa recimo f od x je sinus x plus 2. No, tole plus 2 bi bilo pa zanimivo, če bi jo znali si narisati, ne. Je pa čisto popolnoma ločeno, ne, tu je sinus x, tu pa plus 2. In zdaj, če hočete vaditi oziroma karkoli imate v alfi verjetno marsikje, ne, lahko pa poskusite pač tele narisati. Se pravi, če te brez težav narišete, potem ste osvojili graf kotnih funkcij, če pa tele narišete, ne, potem ste pa kralji kotnih funkcij, ne, to pa sploh kralji kotnih funkcij, ne. Tako, tu ste kralji kotnih funkcij, to pa za domačo nalogo lahko poskusite, če znate ali ne. To je to za ta teden, pol pa mislim, da so počitnice, ne. Po počitnicah se bomo pa dogovorili, kako bomo dobili kako oceno od vas, ne. Okej, zaenkrat pridno delite, tole spremljajte, pa bo to to.